V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Zbrani smo pri nedeljski sveti maši, tretja nedelja med letom, obenem tudi nedelja Božje besede. Nas vabi, da bi danes, pa ne samo danes, ampak tudi v prihodnjih dneh v našem življenju, Božji besedi dali več prostora, več časa, več pomena. Lahko danes bolj poslušamo Božjo besedo, darila evangelij, lahko si doma kaj več preberemo, imamo priložnost tudi svetopisemskega maratona kot spodbudo za več branja, da se srečamo z Božjo besedo, da ji prisluhnemo. Naj bo današnja nedelja res vzpodbuda, da bi to tudi storili. Molimo. Vsemogočni, večni Bog, Ti uravnavaj naša pota, da bomo vedno združeni s Tvojim Sinom in bo naše življenje polno dobrih del. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Jona. Gospodova beseda je prišla Jonu rekoč: Vstani, pojdi v Ninive, veliko mesto, in mu oznani, kar ti povem. Jona je vstal in šel v Ninive po Gospodovi besedi. Ninive pa so bile veliko mesto pred Gospodom, 3 dni hoda. Jona je začel hoditi po mestu 1 dan hoda. Klical je in pravil: Še 40 dni in Ninive bodo razdejane. Ninivljani so verovali Bogu, oklicali so post in se oblekli v raševino, od največjega do najmanjšega. Bog je videl njihova dela, kako so se obrnili od svoje slabe poti. In Bogu je bilo žal zaradi hudega, o katerem je govoril, da jim ga bo naredil, in ga ni storil. To je Božja beseda. Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati. Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati, svojih steza me nauči. Vodi me v svoji resnici in me uči, saj si Ti, Bog moje rešitve, ves dan zaupam vate. Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja, svojih dobrot, ki so od vekomaj. Pozabi grehe moje mladosti in moje prestopke. Spomni se me, Gospod, po svoji zvestobi zaradi svoje dobrote. Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati. Gospod je iskren in dober, zato poučuje grešnike o pravi poti. Ponižne vodi v pravici, ponižne uči svojih potov. Podoba tega sveta bo prišla. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. To pa rečem, bratje, da je odmerjen čas kratek. Odslej naj bodo tisti, ki imajo žene, kakor da jih ne bi imeli, tisti, ki jočijo, kakor da ne bi jokali, tisti, ki se veselijo, kakor da se ne bi veselili, tisti, ki kupujejo, kakor da ne bi nič imeli.
in tisti, ki ta svet uporabljajo, kakor da ga ne bi izrabljali, kajti podoba tega sveta mineva. Božja beseda. Aleluja, čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govoril: čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero. Bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi. Takoj sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. Takoj ju je poklical in pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čolnu ter odšla za njim. Kristusov evangelij. Božja beseda nam danes nekajkrat spregovori o spreobrnenju. V evangeliju Jezus oznanja, Marko na začetku svojega evangelija da nekaj teh kratkih stavkov, ki jih Jezus oznanja kot bistvenih za njegovo oznanilo. Čas se je dopolnil, Božje kraljestvo se je približalo, spreobrnite se. O spreobrnenju pa spregovori tudi prvo berilo, odlomek iz kratke Jonove knjige. Najbrž se Jonove zgodbe marsikdo lahko spominja po ribi, v kateri je Jona prebil 3 dni. Sporočilo pripovedi, ki je bila najprej namenjena Izraelcem, pa lahko postavi tudi nam danes nekaj vprašanj. Na nedeljo Božje besede nas lahko spodbudi k razmišljanju, kakšno pozornost pa mi posvečamo sporočilom, ki nam jih pošilja Bog. Koliko časa si vzamemo za to, da smo z Božjo besedo, kako jo razumemo, kako jo nenazadnje tudi skušamo izpolniti. Jona, o katerem smo slišali v prvem berilu, je dobil od Boga naročilo. Naročilo naj gre v Ninive in tam opozori prebivalce na njihovo krivdo pred Bogom, ki je bila tako velika, da se je Bog odločil, da bo mesto pokončal. Jona je očitno zelo dobro poznal Boga, saj je vedel, kakšna je njegova misel. Če jih posvarim, se jih bo Bog usmilil, jim bo odpustil. Tu je morda na mestu nekaj zgodovinske razlage. Ninive so bile namreč prestolnica Asircev, ki so bili v času Jona največji sovražniki Izraelcev. Zasedli so že Samarijo, uničili severno izraelsko kraljestvo in Jona ob misli, da jim Bog utegne odpustiti, gotovo ni bil posebej navdušen. Še kako vesel bi bil, če bi lahko doživel, kako so bile Ninive uničene. Zato se odloči in beži pred Bogom. In najbrž se spomnite tega njegovega bega
ribe, vsega, kar se tam dogaja, zato da ne bi bilo potrebno izpolniti Božje besede in posvariti tega njemu sovražnega mesta, da se jih Bog ja ne bi usmilil. Pa Bogu je težko pobegniti, kar je doživel tudi Jona, zato v današnjem odlomku Božje besede slišimo tisti drugi del, ko se Jona potem vendarle odloči in odide v mesto, da bi posvaril. Pridiga, vidi, da se je zgodilo natančno to, česar se je pravzaprav v svojem srcu bal. Ninevljani so se spreobrnili in Bog jim je odpustil. Tu se današnje berilo konča. Božja beseda nas namreč želi opozoriti predvsem na tisto, kar je Jona še predobro vedel, namreč, da je Bog usmiljen, da Bog daje grešniku čas za to, da bi se spreobrnil, za to, da bi živel. Za nas pa ostane tisto vprašanje, s katerim se je srečal tudi Jona, kako jaz sprejemam Božje usmiljenje in kako sprejemam Božje usmiljenje do drugih. Jona je po prvem dnevu odšel iz mesta in se namestil v bližini, da bi videl, kaj se bo zgodilo. V želji, da bi lahko opazoval uničenje Niniv, na njegovo žalost se to ne zgodi in Jona postane jezen. Njegov očitek Bogu, češ, da je bežal ravno zato, ker je vedel, da je Bog usmiljen in milostljiv, počasen, v jezi in bogat v dobroti, je v enem zelo lep opis Boga. In Bog ponudi Jonu in s tem tudi nam še eno lekcijo v razumevanju njegovega usmiljenja. Najbrž se spomnite, če ste kdaj brali to kratko knjigo Svetega pisma o Jonu, kako tam zraste grm, ki da senco Jonu, ki se je že pritoževal nad vročino. Potem pa pride po noči črv in ta grm usahne in Jona je znova hud, ker se je prej razveselil zavetja. Sedaj pa je znova jezen na Boga in se žalosti za grmom, češ škoda je tega grma. In takrat mu Bog postavi tisto lepo vprašanje: tebi je žal za en grm, za katerega se nisi trudil, ga nisi gojil, meni pa naj ne bi bilo žal za Ninive, v katerih živi 120 000 ljudi. S tem stavkom se Jonova knjiga tudi konča. Nobenega pojasnila, kaj je Jona storil, nobene druge razlage in najbrž razlaga niti ni potrebna. Božje vprašanje je postavljeno tudi nam. Smo sposobni privoščiti drugim Božje usmiljenje? Smo ga sposobni privoščiti tudi tistim, ki jih težko vidimo, ki jih imamo morda za sovražnike, ki nam niso po godu? Se nam Bog zdi krivičen, ker je dober, ker je usmiljen tudi do tistih, ki jim mi ne moremo odpustiti? Oznanilo, ki ga je dobil Jona in ki naj bi ga prenesel Ninevljanom, spreobrnite se, je isto oznanilo, ki ga oznanja tudi Jezus v Evangeliju, v svojem javnem delovanju, kot smo slišali v današnjem evangelskem odlomku. To oznanilo po spreobrnitvi in pokori je oznanilo Božjega usmiljenja. Je veselo oznanilo, ki je namenjeno vsakemu izmed nas. Žal ga mi v naši podobnosti Jono velikokrat želimo razumeti kot grožnjo, predvsem kot grožnjo napovedi kazni in pokončanja, seveda najrajši za druge, ne pa za nas same. Kajti to so tiste novice, ki so zanimive, kot pri poročilih. Pa vendar nas nedelja Božje besede vabi k temu, da bi Božjo besedo vzeli kot sporočilo vsakemu izmed nas osebno, da bi si postavili
isto vprašanje, kot ga Bog postavlja Jonu, kot ga želi naučiti, kot ga Jezus postavlja vsakemu, ki ga sreča, koliko smo mi pripravljeni iskati in najti tisto, kar Bog sporoča nam, tisto, kar meni osebno Bog želi sporočiti. In njegovo prvo sporočilo, kot smo slišali v današnjem evangeliju, je: čas se je dopolnil. Sedaj, v tem trenutku je čas, da nekaj storim, da storim tisto, k čemer me vabi Kristus in kam me vabi, da se spreobrnem, da grem za njim, tako kot smo v nadaljevanju evangelija slišali, ko kliče svoje učence in ti pustijo vse in gredo za njim. Ta odlomek je torej tisto povabilo, kaj lahko storimo v tem trenutku, da se odločimo, da slišimo Božjo besedo kot povabilo, da se napotimo za pot za Kristusom. Pot za Kristusom pa je pot izpolnjevanja očetove volje. Jezus je v polnosti izpolnil očetovo voljo in k temu vabi tudi nas, da bi bili poslušni Božji besedi, da bi izpolnili to, kar Bog želi od nas. Naj bo nedelja Božje besede za nas ta opomin, to povabilo, da bi se večkrat z veseljem vračali k Božji besedi, da bi v njej odkrivali Božjo voljo zame osebno in da bi imeli tudi moč in pogum, da to potem tudi izpolnimo. Amen.